Člani vinogradniškega društva so tudi letos priredili martinovanje, ki so ga poleg krsta mošta popestrili z bogatim kulturnim programom. Tamkajšnji pater je po tradiciji krstil mošt v vino. Sicer pa martinovo za krajane pomeni pomemben dogodek, kjer se s svojo prisotnostjo zahvalijo domačim vinogradnikom za dobro kapljico rujnega. Ta program pa ti skeči, pa to se mi dopade, to mi je všeč. Kaj pa tradicija kot takšna? Gre za eno običaj, navado, ki tako rekoč izumira, pa vendarle v takšnih krajih še ohranja? Tradicija, ja, ta tradicija pa običaj je to, kar naj ostane, ne? Mislim, neka sprememba, da se mošt spremeni v vino, ne? In da to pač nekako proslavimo na neki način, ne? Martinovo, to je praznik vina, da se mošt spremeni v vino in to je stara tradicija iz stoletij nazaj. In to ohranjamo še danes. To je že stara tradicija, pa lepo, če se vsi zberemo, krajani pa podperemo nastopajoče, ki se tako trudijo za ta praznik. Sveta Trojica, kljub majhnemu številu večjih vinogradnikov, velja za vinogradniško občino. Z vinom pa so povezane tudi nekatere njihove večje znamenitosti v kraju, potomka Stare Trte, Samostanske Brajde, Stara Preša in Samostanska klet. Mislim, da je dober čas v Sloveniji za ohranjanje te tradicije martinovanja. Nasplošno vidim, da skozi leta vedno večji poudarek je in mislim, da Štajerci nasplošno jemljemo to kot en taki naš neuradni praznik. Verjamem pa, da v prihodnje bo martinovo tudi praznik. Prav zato člani društva vinogradnikov skrbijo za ohranjanje tega izročila. V Sveti Trojici smo že nekaj časa prepoznavni po martinovanju, ki ga izvajamo pač malo drugače, kot je bil običaj, kot je tudi seveda to izročilo. In sicer v glavnem poskušamo dati neko veljavo vino, ker vemo tisti vinogradniki, ki se s tem ukvarjamo, da je precej truda vloženega, pa tudi znanja, da prideš do dobrega grozdja in to je tudi osnova za dobro vino. To je bil večer druženja, vina, dobre volje, na krožnikih pa se je našla tudi martinova pojedina.